pa v zadnjih mesecih bistveno bolj pretresajo visoke cene. Evrsko območje namreč aprila beleži 7% inflacijo, kar pomeni, da je Slovenija z 9,4% inflacijo nad tem povprečjem. Tako kot v Sloveniji so inflacijo tudi v Evropi najbolj poganjale dražje cene hrane in pijače. Kakšna pa je ob teh številkah vitalnost evropskih držav? Kako se spopadajo z draginjo? Same ali na račun tujega denarja, torej s posojili? Kaja Kobetič, pozdravljena. Pozdravljena. Kakšen je torej javni dolg Slovenije in ali se utegne še zvišati glede na načrtovane vladne reforme? Ja, to vprašanje za zdaj še ostaja odprto, sploh glede na to, da naj nova davčna reforma ne bi polnila državnega proračuna. No, v zadnjih 5 letih se je dolg države sicer povečal za skoraj 10 milijard evrov na trenutni 41,2 milijardi evrov. To predstavlja skoraj 70% BDP-ja, kar je sicer med najnižjimi deleži v zadnjih letih. No, a s posojili seveda pridejo tudi obresti. Letos naj bi Slovenija odplačala dobri 2 milijardi evrov dolga, od česar več kot četrtina, torej več kot pol milijarde oziroma 660 milijonov evrov predstavljajo samo obresti. Za primerjavo, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ima v letošnjem proračunu namenjenih 619 milijonov evrov. Toda, ali so na vidiku nova zadolževanja? Vlada ima na mizi namreč kup reform, ob tem pa napoved, da davčna reforma nikoli ni bila mišljena, da bi polnila proračun oziroma da bi z njo zagotavljali dodatne vire. A dejstvo je, da se lahko potreben dodaten denar razen z novimi davki dobi še ali s prerazporeditvijo obstoječih finančnih sredstev ali pa z zadolževanjem. A to zadnje, kot pravi predsednik Fiskalnega sveta, ne pride v poštev. Poglejmo. Kar se tiče zadolženosti, je Slovenija sicer trenutno srednje zadolžena, nekoliko manj kot je povprečje Evropske unije, ampak projekcije za naslednjih 10 ali pa 20 let kažejo dokaj zaskrbljujoče rezultate. Zaradi tega dodatno zadolževanje pravzaprav ni opcija. Kaja, kam pa se Slovenija uvršča v evropskem prostoru? No, smo v zgornji polovici zadolženih držav. Slovenija se med državami članicami EU glede na zadolženost v odstotku BDP-ja uvršča na 10. mesto, a pod povprečje tako evroobmočja kot povprečja Evropske unije. No, med najbolj zadolženimi pa je takoj za Grčijo tudi naša zahodna soseda Italija. Februarja je namreč skoraj 2800 milijardami evri dolga dosegla nov neslaven rekord. Za obresti pa naj bi letos morali odšteti kar 75 milijard evrov. Za primerjavo, Italija šolstvu na leto nameni 52 milijard evrov letno. No, že prihodnje leto pa naj bi morali, Suzana, za obresti odšteti še kar 10 milijard evrov več. Hvala, Kaja. Ne toliko fiskalne kot preživetvene težave pa bremenijo Ukrajino.